Dej si čas, dej začni čutiti sebe, dej začni dihati, dej si več časa za čutenje svojega telesa. Danes bomo govorili o tem, kako je moški povezan s sabo, da živi v svoji moči in da je v življenju uspešen, ko gre za tem, kar si on želi. Zato v bistvu povabim vsakega izmed vas, da danes te stvari, ki jih bom delila z vami, stestirate. Dajte te stvari v prakso, dajte videti, če to dela, kako za vas to deluje. Čau Franci, čau Luka. Se pravi, dajte v prakso te stvari, zato da boste videli, koliko so te stvari močne in uspešne, ko jih enkrat začnemo delati. Marjan, čau! Ful vesela, da ste tukaj. Lahko vam povem, da v bistvu jaz zelo veliko delam z ženskami, ampak tudi z moškimi, in v svojih 10 letih, odkar kanaliziram sporočila duhovnih vodnikov, sem nekaj ugotovila, moški. Ugotovila sem to, da ste vi v primerjavi z ženskami ful hitrejši v doseganju rezultatov, zato ker dejansko testirate vajo, ki vam jo dam. In tokrat sem imela delavnice za ženske in moje stranke, ki so svoje moške pripeljale in so rekle, daj prid k Tjaši, daj posluši. In sem delala z zelo uspešnimi podjetniki, sem delala z veliko moškimi in v bistvu moški iz vseh vetrov, kakšni zelo mentalni, iz, bom rekla, tudi pomembnih slovenskih podjetij in pozicij v politiki tudi moškimi sem delala in videla sem to, da ste vi moški ful uspešni, ko date v prakso v bistvu te vaje, ki jih delim z vami. Tako da jaz računam na to, da boš tudi zdaj dal te vaje, ki ti bom dala in to jasnost v prakso in boš v bistvu takoj testiral, koliko imaš ti moči v sebi in koliko v bistvu si sposoben v življenju skreirati si stvari. Duhovni vodnik za moške je Apolon. On je tisti, ki v bistvu nosi to moško, močno moč in kadarkoli pomisliš na njega, ko si v neki situaciji, pa se ti neki zalom ali pa si v neki ljubezenski zvezi, pa ne gre čisto, kakor bi hotel, ti samo pomisli na Apolona in reče, Apolon, prid sem, zrihtaj to, On te bo dal v to moško energijo, v to moško moč, da boš postavljen kot hrast v situaciji in da boš znal iti v smer, ki je dejansko prava zate. Ko sem se pripravljala na ta Facebook live, mi je Apolon rekel, daj Tjaša, pejt poslušati meditacijo, In mi je bilo tako nenavadno, zato ker ta meditacija je res narejena za moško energijo in za moško telo. in jaz sem poslušala to meditacijo. In vam moram povedati, da ko sem snemala te meditacije, pač toliko mesecev nazaj, ko sem snemala te meditacije, jaz nisem imela v planu meditacije za moške, pač nisem imela v planu, sploh ne vem, zakaj nisem pomislila na to. In potem jaz snemam po sporedu meditacijo za zdravljenje, meditacijo za ljubezen, in kar naenkrat uleti not zavest Apolona in tako reče, Tjaša, zdaj bom pa jaz na vrsti. In jaz tako pa, sej nisva nad zmenjena, da bom jaz tabo karkoli delala, Pa je rekel, zdaj bom pa jaz predal meditacijo za moške. In v tistem je bilo tako, jaz sem res, zakaj nisem pomislila, da bi posnela meditacijo za moške. In se je urinil noter v moje snemanje in sploh ni dovolj nobenega drugega vodnika, dokler nisem začela kanalizirati te meditacije. In pač to je taka zelo tipična moška energija, da pač ko se moški nekaj odloči, in je on postavljen v to energijo, on bo pač to dobil, In je prišel Apolon s to energijo in je bilo tako, pač ni bilo druge opcije, jaz sem pač šla s te, pač ni bilo prava glasanja, No, in se spomnim prav živo, v bistvu, koliko mene je rukal na stolu, ko sem snemala to meditacijo. Toliko je bila močna energija, v bistvu toliko intenzivna zavest in na koncu, ko sem posnela to meditacijo, jaz sem si mogla vzeti pauzo. Sploh nisem mogla iti naprej snemati drugih meditacij, ker je bilo tako, ok, to je bilo pa zdaj intenzivno. In v bistvu sem imela to doživetje, kakšna je v resnici moška energija. V bistvu, koliko ste vi moški dejansko, takšna sila je v vas, da res lahko premikate realnost, In tako ni situacije, ki zate ne bi bila dosegljiva. Ti si pač steber, ti si totalno močna moč manifestacije, No, in ko sem danes se pripravljala na ta Facebook live, mi reče Apolon, pejdi poslušati meditacijo od moških. In mi je bilo tako najprej malo smešno, kaj bom šla zdaj poslušati to meditacijo, če ni zame. Je rekel, pejdi zato, da greš v to vibracijo.
In sem poslušala meditacijo in vam povem, da mi je bilo najprej čuden, zato ker to ful ni moja energija, a ne, ker pač jaz sem ženska in meni je ta vibracija bila tako čist, to mi je čuden, moje telo ni navajeno na to, ne. Ampak sem se uspela v bistvu skozi meditacijo dejansko malo premakniti v čutenje, kako se dejansko moški počuti, kakšna je ta zavest moškega. In potem, ko sem pomeditirala, mi je Polon sam začel govoriti, to jim moram danes povedati. In glejte, koliko imam zapiskov. To vse imam danes zapovedati, zato ker je toliko stvari v bistvu nam prenesel, ne. Torej, prva stvar, ki je, problem, ki mi ga je Apolon izpostavil, je ta, rekel je, Tjaša, moški se ne čutijo. In v bistvu mi je sporočil, da je največji problem trenutno moških ta, da se ne čutiš, da nisi v stiku s sabo, s svojo močjo, svojo vibracijo, ampak da takoj vstopiš v ugajanje ženski. In kaj se zgodi? Ona tebe ne začuti. Če ti nisi v stiku s sabo, ko stopiš v prostor, bo ženska energija šla čez tebe, mimo tebe. Ona se ne bo ustavila, ona tebe v lokalu ne bo opazila, ali pa tvoja žena se ne bo odzvala na te. Tvoja žena no hotela seksati s tabo, če ti ne boš v svoji moči. Zaradi tega, ker se njena vibracija ne bo odbila od tvoje vibracije. In v bistvu njen naboj se lahko tebe dotakne samo, če ti sebe čutiš, če si ti v svoji moči, če si ti povezan s sabo. In Apolon mi je dejansko izpostavil, da je največji problem trenutno pri vas moških ta, da se učite čutiti sebe prvo, najprej da začutite sebe, ne da najprej začutite žensko in potem to, kar ženska rabi in to, kar ženska hoče, da greš in se odzoveš na njo. In v bistvu tvoja akcija je v bistvu reakcija na njo. Se pravi, če je tukaj ženska, ne, rečemo, da je tale kozarc ženska, in ko ti prideš zraven, tvoja akcija ne sme biti reakcija na njo, ampak mora biti tvoja akcija, to, kar ti hočeš, da to, kar ti želiš z njo početi, to, kar je tvoja želja. In Apolon te spodbuja, da sam sebe večkrat vprašaš po svojem imenu. Recimo, če ti je ime Sergej. Evo, čau Sergej, sem ravno tebe tlele videla. Če ti je ime Sergej, da si rečeš, Sergej, kaj hočeš? In sam sebe večkrat čez dan vprašaj to. Jaka, kaj hočeš? Ne vem, Peter, kaj hočeš? Andrej, kaj hočeš? Vprašaj se, kot da bi, ne kaj hočem, ampak kaj hočeš? Sooči se sam sebe s seboj, povej po imenu in se vprašaj, kaj hočeš? Zato, da ti sebe daš ven iz reakcije na žensko v svojo akcijo. Da daš sebe v to, da si jasen v prvi vrsti, kaj ti hočeš. Ne kaj ona hoče, pa potem se ti odločiš, a si za, a nisi za. Ne? In v bistvu trenutno je najpomembnejše za moške, da v bistvu pridete nazaj vase in začnete delovati iz svoje top izbire. Da greš iz tega, kar je tvoj top da, iz tega, kar ti zdaj čutiš zase. In kaj se bo zgodilo? Ko boš ti prišel v prostor, in bo tam ženska in boš ti vedel, kaj hočeš, bo ona tebe začutila, bo ona zavibrirala s tabo. Njena fluidna, pretočna energija bo šla povsod okrog tebe in ona si bo tebe zaželela, ona bo hotela biti ob tebi. Ne? Če pa ti prideš v prostor, v nek lokal, recimo če si samski pa želiš kakšno žensko spoznati, ali pa ne vem, ko prideš domov in ti ne veš, kaj hočeš, si ti kot megla. In ona se ne more odbiti od tebe. In zato je toliko pomembno, da se ves čas sprašuješ, kaj hočeš in se pokličeš po imenu. In kaj se bo zgodilo? Ko boš ti sebe poklical po imenu, tvoje ime ima naboj, tvoje ime ima tvojo vibracijo. In ko boš ti sebe poklical po imenu, boš ti sebe postavil v sedanji trenutek. In ko se pokličeš po imenu in si rečeš, naprimer, če ti je ime Peter, Peter, kaj hočeš? Boš ti takoj dobil jasnost, kaj ti hočeš. In potem samo reagiraj na to, pojdi za tem. Se pravi,
Najbolj pomembno v tem času je, da moški začnete čutiti sebe in da ni vaše delovanje reakcija na žensko, ampak je delovanje akcija iz mene. Kaj jaz hočem in greš v to smer. Ok, eno vprašanje. Jaka sprašuje, kako pa potem združimo izpolnjevanje njenih želja, da se bo čutila prepoznano z naše strani, z našo pristno vibracijo in našimi top izbirami. Mogoče si tvoja top izbira v danem trenutku ne bo njena top izbira in bo ona mogoče užaljena in se ne bo počutila prepoznano v tistem momentu, ker si bo ona želela nekaj drugega. Ampak na dolgi rok, s tem, ko ti ohranjaš zavedanje, kaj ti si in kaj ti hočeš, kar se zgodi je to, da ti v odnosu ohranjaš naboj. Ker ženske, in to ti lahko tudi iz osebne izkušnje povem, in marsikatera ženska ti bo zatrdila isto, če se boš ne svojo žensko pogovarjal, s kakšno drugo žensko. Če moški ugodi vsem našim željam, mi izgubimo naboj. Ne zanima nas več. In ne gre za tekmovanje, gre za to, da če moški ni hrast, ženska se zgubi ob njem. Je megla. Če je moški megla, se ženska na nič ne more pripeti. Pa to, kot da rečem megla, ne mislim kot obsodbo. Hočem reči v bistvu to, da če ti, ko stopaš v prostor, velikrat sem vas učila to, pa vam še enkrat povem, pozicija medveda. Se pravi, ko ti prideš v prostor, se razširaš, roke narazen, noge narazen, medenico naprej, glavo gor, prideš v prostor in samo prideš v tej poziciji. In jaz vam povem, jaz sem delala z moškimi, podjetniki, ki so imeli na sodiščih težave oziroma so razreševali neke pravne zadeve in ne vem, kakšne vse možne močne sestanke so imeli v svojem času, v tistem obdobju, ko smo sodelovali. In jaz sem vsem rekla, pejt v pozicijo medveda. Prideš v sodno dvorano, greš v pozicijo. Prideš v dvorano, kjer imaš predavanje, greš v pozicijo medveda. Ne vem, se moraš zmeniti za nek dogovor za posel, greš v pozicijo medveda. In vam povem, da so moje stranke moški me klicali in mi pisali, ne morem verjeti. En mi je prav rekel, bil sem tam na sodišču, sedel sem in čisto sem pozabil na to, da moram biti v poziciji medveda in stvar se je dogajala čisto nasprotno smer, kot sem si jaz želel. In kar naenkrat se jaz spomnim tvojih besed, Tjaša, medved. Rekel, in jaz sem se sam na stolu, ko sem tako sedel, sem se sam postavil gor. Rekel, in kar naenkrat, meni je bilo nič jasen, situacija se je začela voditi v mojo prid in je na koncu zmagal. In je dobil vse tisto, kar je hotel. In toliko je pomembno, da se zavedaš, moški, da tvoje telo tebe podpira. In če si ti vas sključen in si vas zaprt, energija ne bo šla v moč in v ekspanzijo. In zato ti moraš biti odprt, ti moraš imeti prsni koš odprt, ti moraš priti tako kot medo v prostor. In ne gre se za to, mogoče se ta pozicija telesa tebi ni naravna, se ti zdi pa to je eno duvanje. Lej, probi. In boš videl, samo to ne pomeni, da ti rabaš karkoli se igrati neki Ne, ti sam prid, postavljen, umirjen in ne rabaš nič govoriti. Ti sam prid v tej poziciji v prostor. In ko boš naslednjič prišel v taki poziciji v prostor, recimo danes po live, če se srečaš s svojo žensko, samo prid zraven nje v tej poziciji in nič ne reči. Samo prid v tej poziciji. Ker ženske smo vas naučile, da vi morate veliko govoriti. In mi vas, daj pa povej to, pa povej pa povej tret. In dejansko, moški, ti si velikrat začneš govoriti in klepetati, ne zato, ker ti res hočeš nekaj povedati, ampak zato, ker se ti zdi, da ona to hoče. Ampak mi ženske nočemo zmanipuliranih moških. Prava ženska, boginja, hoče moškega, ki je utelešen, ki je sam svoj, ki ima svoje življenje, ki živi polno zase. Ne enega kuška, ki bo vse zraven za vsako stvar, ki jo ona hoče. In ne govorim zdaj proti ženskam, govorim za to, da ozavestimo moški, da ko boš ti postavljen medo in boš ti prišel v prostor in če nimaš nič za povedati, samo bodi v tej energiji, se bo ženska odzvala na te. Ko pa želiš nekaj povedati, evo, zdaj pa še ena vaja, ko želiš nekaj povedati. Prvo, kar naredi, se odkašljaj. In potem začni govoriti. Zakaj?
Zato, da ti začneš spet iz sebe govoriti. Da ne začneš govoriti iz glave, iz tega, kar misliš, da ona hoče slišati. Ker ja, ženske si želimo biti prepoznane strani moškega, ampak ne takrat, ko mi čutimo, iskreno, poglej, ko gre ženska ven in jo moški začne osvajati in ona zazna, da to, kar on govori, ne pride iz njega, to ni nič vreden. Nikamor se ne usede in ti, moški, ne pustiš vtisa. Se pravi, največji vtis ti pustiš, ko vse, kar rečeš in narediš, je iz tebe. Tudi če prideš zraven, pa sam malo zabrundaš in narediš ženska se bo na to odzvala, ker je to tvoj izraz. Če boš prišel pa zraven, pa kar nekaj začel, joj, kako si kaj danes, ženske čutimo, ko ne pride iz tebe. Ker smo ful odprte in smo ful čuteče. In zato je res pomembno, da se v bistvu naučiš vsako svojo akcijo, ki jo daješ. V smer ženske, v smer življenja. Vsaka tvoja akcija mora priti iz tebe. Zato začni uporabljati svoje ime. Ne vem, Andrej, kaj hočeš? In sam sebe vprašaj, kot da bi vprašal prijatelja, kaj hočeš? In samo pejt za tem. In ko si v stiku z žensko, ali pa takrat, ko želiš biti uspešen v svojem življenju, najprej pozicija medveda. To je tvoja pozicija moči. In samo opazuj, ko si v situaciji, ki ti je neprijetna, ko ti je neudobno, ko imaš telefonski klic in ti nekdo nekaj ne da, ali pa ti nek posel ne uspe, telo se ti zakrči in začneš padati dol. Ampak takrat ti samo začni hoditi gor. In govoriš po telefonu, in to so meni moje moške stranke, so mi razlagali. So rekli, Tjaša, jaz sem imel na drugi strani stranko, ki mi je ravno povedala, da ne bo sklenila posla z mano. Jaz sem imel pa, toliko smo vložili, celo podjetje je vložilo toliko v to, da bi pridobili to stranko in meni začne stranka razlagati, ne bomo sodelovali z vami. In v tistem si jaz sam rečem, jaz bom vsem šel v pozicijo medveda in jaz moram biti v svoji moči, da bom zdržal to razočaranje. Šel je iz tega, da mu ne bilo toliko bed. In kaj je naredil? Šel je v to pozicijo moči in rekel, kar naenkrat, ko sem bil v tej poziciji, jaz sem te stranke začel govoriti in sem mi povedal določene stvari in je rekel, na koncu je stranka rekla, veš kaj, zdaj sem bil prepričal, ja, grem s tabo, daj mi sam še čas, da na naši strani uredim stvari. In te zgodbe, ki vam jih razlagam, to dejansko meni moški razlagajo, zaradi tega, ker testirajo to. In sem imela enega moškega, ki se je ful želel pač žensko najdeti, in sem mu rekla, ko greš ven, pejte v pozicijo medveda in samo ne biti tečen, ne letati od ženske do ženske, eno si izberi. Ker to je tudi ena stvar moški, ne? Ženska se želi počutiti izbrana. In če imaš ti, recimo, če si samski in če ti imaš več žensk, s katerimi se ukvarjaš, nobena tebe ne bo izbrala. Nobena. Zares, iz sebe te ne bo izbrala, ker ženska čuti, ko moški nima fokusa na njej. In zato je toliko pomembno, da ti izbereš eno žensko, tudi če je to samo za en večer, ampak da rečeš, ne bom vseh osvajal, ne bom se z vsemi ukvarjal. Jaz dam energijo, jaz grem v to pozicijo moči, zberem tisto, ki najbolj mi zavibrira in samo z njo se povežem. In boš imel veliko večje možnosti, da boš dejansko ustvaril odnos in povezavo. No in ta moški, ki je hodil k meni, on je skozi bil tak malo playerček, skozi je z ženskami v krog in to. In mu je Apolon rekel, ko prideš v lokal, bodi v poziciji medveda in najprej nikamor z nobeno žensko ne navezuj stika. Ti samo hodi, on je skozi hodil nekam na ene delavnice in to. In mu je Apolon rekel, kadarkoli prideš, samo pridi in sedi tam v poziciji medveda, ne se usedati zraven ženski, ki ti je všeč, nič, ti samo bodi tam zase v svoji poziciji in to je to. In je rekel, ampak kaj pa, če hočem navezati stik? In on rekel, ne, najprej moraš sebe utelesati. In je on hodil par tednov na te delavnice in je bil samo v svoji energiji in samo v svoji energiji in samo v svoji energiji. In kaj se je zgodilo? Po nekaj tednih, ko je on dejansko samo hodil in bil tam in se z nobeno ni ukvarjal, vmes je pa seveda izbral tisto, ko mu je bilo všeč, je začutil, katera mu je všeč, ampak ni naredil koraka v njeno smer.
Je samo počakal, zato da je ona se lahko odzvala. Zato, ker je on bil postavljen, je ona njega lahko začutila. In kaj se je zgodilo, ko je naslednjič po nekaj tednih on pristopil do nje, je ona njemu rekla, ne morem verjeti, da že toliko let hodva skupaj na te delavnice, ampak jaz sem te šele en mesec nazaj opazila. In dejansko ženska je hodila z njim na delavnice toliko let, pa on ni bil viden za njo. Zato, ker on ni bil v sebi, on ni bil postavljen vase. In ker je letal za vsako kiklo, ki je prišla me, pač, če tako po domače povemo. In v bistvu je toliko pomembno, da se zavedaš tega, ni tvoja naloga, da si noro aktiven. Seveda potrebuješ akcijo od sebe, ampak ko ta akcija pride iz tebe, iz tvoje pomirjenosti s sabo, iz tvoje postavljenosti. In zato, kot smo rekli, še enkrat obnovim. Prva stvar, želim, da se postavljaš v pozicijo medveda in testiraš. V službi, ko imaš telefonski klic, ko se nekaj menaš, ko greš v trgovino in stojiš tam za pultom, samo postavi se v pozicijo in boš videl, da boš začel postajati opažen. Ženske te bodo začutile. To ne pomeni, da rabiš za vsako iti, pomeni pa, da uži to, da ženska odreagira na te, da ženska tebe začuti, da s tabo zavibrira. In pa, rekli smo, da je pomembno, da uporabljate svoje ime, da sebe vprašaš, ne vem, če si Peter, kaj hočeš? In samo greš za tem. In prej je bilo dobro vprašanje postavljeno, kje je zdaj tista prava mera tega, da daš ženski to, kar hoče in tisto, kar si ti želiš. Vedno potrebuješ slediti temu, kar ti želiš, in če je tebi želja izpolniti neko željo ženski, če to je tebi izbira, da ji boš to dal, je to prava pot. Če boš pa ti sebe ranil s tem in boš šel čez sebe s tem, pa to ni prava pot. In nobena prava ženska ne želi, da se njen moški rani. In ja, včasih smo užaljene, ker nečesa ne dobimo, ampak na dolgi rok imamo pa ob sebi moškega, ki je postavljen, ne moškega, ki je megla, ki je izgubil svojo esenco in ob katerega se mi ne moramo odbiti. A razumete te stvari? Če imate kakšno vprašanje, mi ga postavite, da vidim, če je kakšno vprašanje prišlo. Franci pravi, ta energija me je pripeljala, da sem že 33 let z njo. Bravo, Franci. Mirko pravi, če je sam en si želel žensko najti, jih je veliko lagal. Tega pa ne razumem. Kaj si hotel povedati? Napiši še enkrat. Franci, to razumem, da si že 33 let z njo. Res je pomembno, da se nečesa zavedate, moški. Ženske odreagiramo na postavljenega moškega. In moški, ki je v svoji vibraciji, je najbolj privlačen, je najbolj magnetičen, najbolj si želimo preživljati čas z njim. Tako da to je to. Imam tukaj še par stvari, ki sem jih želela povedati, ampak imej v mislih, uporabi svoje ime in pa, predno se izraziš, odkašljaj se in potem se izrazi. Zato, da izraz pride res iz tebe. Mirko pravi, si rekla, da si imela samo eno stranko, ki si je želela žensko najti. Ja, ne vsi so hoteli. Ja, imaš prav. Se pravi, tvoja komunikacija ne sme biti reakcija na njo, ampak akcija iz tebe. In zato, da je lahko akcija iz tebe, moraš malo zavrundati, da prideš iz sebe. Potem je še ena zelo pomembna stvar, moški. Ful je pomembno, da uporabljaš svoj fokus. In to je tisto, kar smo z ženskami govorili. Izberi si žensko. Ona bo trenutno tvoja izbira. In ko izbereš njo, ona bo začutila to in se bo lahko odzvala na te. Enako je pa tudi zunaj partnerskega odnosa. Se pravi, v poslu, v tvojih dejavnostih, v tem, za kar greš v življenju, karkoli je tisto, kar v bistvu ti hočeš, izberi svoj fokus. Lahko je teh
izbir več, ampak samo izberi svoj fokus v nekem obdobju. Zakaj? Zaradi tega, ker Apolon mi je rekel, da si kar pustite, da življenje teče mimo vas in da se dogaja življenje za vas, da ne usmerjate svojega toka. Zakaj ga ne usmerjate? Je zato, ker se premalo utelešate, ker premalo hodite vase. A ne? In recimo, en način, kako je pomembno za moškega, moški, zdaj mogoče bodo te stvari malo smešne, da prihajajo to iz mojih ust, ne? Ampak dejansko, moški, potrebujete imeti stik s svojim spolnim organom, s svojim penisom, s svojimi jajčki, ne? Potrebuješ imeti stik s svojim telesom. In tukaj ne govorim zdaj o tem, da pač se samo zadovoljuješ, pa da na hitro praviš seks in to. Ne, pejt vase, daj začni se čutiti, daj začni se dotikati svojega telesa. Daj vzam, ne vem, olje, čeprav se ti zdi to čisto ženska zadeva, daj vzam olje in si ga začni našati na telo, začni si masirati svoja jajčka z olji, začni žonglirati svojimi jajčki, začni se dotikati sebe. A ne? Moški ste v bistvu ful čuteča bitja, ampak ste navajeni, da je vaš stik s telesom precej grob. A ne? Tudi v samem samozadovoljevanju, da je vse zelo na hitro, da je tak. Daj si čas, daj začni čutiti sebe, daj začni dihati, daj si več časa za čutenje svojega telesa. A ne? Zakaj? Zaradi tega ne gre se za to, kako dober ljubimec boš postal. Ne gre se za to. Gre se za to, da bolj kot boš ti utelešen, bolj kot boš ti sebe čutil, bolj se bo ženska odzvala nate. In ženska čuti moškega, ki sebe čuti. In če si ti v spolnem aktu z žensko in se dogaja penetracija in ti nisi znotraj telesa, ampak si zunaj, razmišljaš, a njej paše, a je to všeč, kaj če ne bo všeč, kaj če ne bo doživela orgazem, joj, kaj če je bil kakšen boljši ljubimski, a bo dober, a ne bo dober. Pejt vase in bodi v spolnem aktu prisoten v svojem telesu in čuti svoj užitek in pejt svojim valom. In to ne pomeni, da si ločen od ženske, to pomeni, da ti žensko začneš napajati. Kot valovanje morja, začneš ti napajati njo svojo vibracijo. In ženska bo čutila, ko boš ti v telesu. Ampak ne zdaj misli, da boš kar prišel v svoje telo samo v spolnem aktu z njo. Ti moraš to sam sabo dajati. In ti moraš sam sabo doživljati. Ti moraš sam sabo prakticirati dejansko večjo čutnost. Apolon mi je skozi ponavljeno, tle prav napisan, skozi mi je ponavljal čutnost. A ne? In zato je tudi pomembno, da se v sami spolnosti s sabo in žensko upočasniš. Da začneš dihati, da začneš slediti gibu, da si morje, ki pljuska ob njo. In v bistvu, ko boš začel to trenirati, boš videl, kako bo ona se začela odzivati na te. A ne? In spet gre za isto stvar. Moški, ki je utelešen, ki je v sebi, premika žensko, pomaga ženski do njenega orgazma, vodi žensko, a ne? In zato je to pomembno, moški, da greste ven iz teh predstav, kakšen bi ti mogel biti in samo greš vase, kako se ti želiš izraziti, kaj ti hočeš. In prav je, da spoštuješ žensko, ampak moraš spoštovati tudi sebe. In prava mera je, da spoštuješ žensko in spoštuješ sebe. Ne? Ok, hvala, Dušan. Ja. A ne? In v bistvu je zelo pomembno tudi to, da tukaj sem v bistvu začela govoriti, da je pomembno, da izbereš svoj fokus, da izbereš svojo žensko ali pa moškega, če je to tvoja izbira, svojega spolnega partnera. Ni važno. Ne gre se za to, kaj je tvoja spolna preferenca. Ni važno. Tisto, kar ti čutiš, da je tvoja spolna preferenca in tvoje hotenje, za tem greš. Ampak sfokusiraj se na eno pot. Tudi v poslu, tudi v svojem delovanju. Najdi svoj fokus. Lahko, da imaš več področji, ki tebe zanimajo, ni problema, ampak ne pa imeti kar vsega. V nekem obdobju imej fokus na eno stvar. Zato, ker ko boš dal tja svoj fokus, se bodo tam začele rojevati manifestacije. In vse tvoje manifestacije, denarja, naj še to povem,
so povezane s tvojo spolnostjo. In ko delam z moškimi, vidim, da zelo veliko moških nima rednih spolnih odnosov. In v bistvu ali ženska noče, ali je toliko zaseden, da se mu ne da več in da ni v stiku več s tem delom sebe. In to je v bistvu zelo slabo. Zakaj? Zaradi tega, ker če ti nimaš prižgane svoje spolne druge čakre, če ti nisi priklopljen na to spolno energijo, si ti ugasnjen tudi na ven. Ampak ni fora samo v tem, da seksaš, fora je v tem, da ko se predaš spolnosti, da je čuteča, da se čutiš, In v bistvu ne bo tvoje, recimo, če hočeš povečati obilje v tvoji denarnici, pa če ti jaz rečem, dej seksaj, pa boš, recimo, če sem zdaj zelo ekstremna, da boš šel in si boš tam najel eno žensko in boš k njej hodil enkrat na teden, to te ne bo prižgal, čeprav boš seksal. Ker ne gre za to, da delaš ta opravek, gre za to, s kakšno vstopno energijo greš ti v to. In zato ne imeti izgovorov za seks. Če ga ne čutiš, se vprašaj, zakaj ne čutim potrebe po seksu, zakaj, a je to res nekaj, kar je pristen izraz mene, ali se skrivam zadaj za tem. A se nočem soočati s svojo močjo. In velikrat moški, ko ne vstopate v seks, je zaradi tega, ker ste nekje drugje v svojem življenju ranjeni in se vam tam stvar ruši, in potem začnete sestavljati te stvari, pozabite pa, da bi vam ravno intimen odnos prinesel priliv energije, priliv vibracije, ki vam bi pomagala rešiti to situacijo. Ne govorim o tem, da moraš iti vedno na silo v stvari, govorim pa o tem, da bodi zavesten, da so te stvari povezane. In če si želiš več obilja, pretoka, manifestacij, najdi čuten intimen stik s seboj oziroma svojo partnerko oziroma spolnim partnerjem. Vse to ti bo pomagalo, da se ti postavljaš vase. Zakaj? Zato, ker potreba po intimnosti splahni, ko nisi utelešen, ko nisi v stiku sam s sabo. Je pa tudi nekaj res. Sooči se s tem, ne čakati še na 10, 30, ne vem koliko meditacij. Sooči se s tem. Začni, samo sooči se s tem. Res je pomembno, moški, da imate fokus jasen. A vam je to pomembno, a vam ni? A želite imeti predano spolnost, a želite skrivati božansko partnerstvo, a hočeš biti uspešen v življenju? Pejt vase in sam začni. Hodi kot medo po tem svetu in začni. Potem je pa še ena stvar, ki vam jo moram omeniti, in sicer vaša prostata. Vaša prostata je v bistvu center, ki mora biti prižgan, ko ni prižgan, ste vi ugasnjeni. In zato obstaja ena zelo dobra vaja, čisto preprosta in vas povabim, da jo kar zdaj naredite. Samo jezik, daj na nebo. Jezik gre na nebo. In samo drži gor. In držiš gor, jezik na nebo, jezik na nebo. In začneš samo drgati. Naprej, nazaj, krožaš, kakor hočeš. Samo drgni to točko na nebu. Lahko držiš, lahko krožiš z jezikom karkoli, samo začni aktivirati to točko na nebu. Ta točka je direktno energijsko povezana s tvojo prostato. Če ne veš, kje imaš prostato, po tem Facebook live-u greš na Google, vtipkaš prostata in boš videl anatomijo človeškega telesa, pa jo boš našel. Prostata je v bistvu zelo pomemben center moške energije in v bistvu je lahko ugasnjena. In ko je ugasnjena, je v bistvu kakor da bi imel, neko sadje, ki se posuši, posušeno slivo. In je lahko čist posušena prostata, energijsko. In v bistvu zato delaš to vajo, da drgneš svoje nebo in pa dodatno, zdaj se smejite, ampak pač probi, in kar je še močnej, da ko masiraš nebo, začneš gledati z očmi nazaj, nagor, proti temenu in si začneš vizualizirati zlato svetlobo v tvoji prostati. In samo greš, bomo zdaj skupaj naredili. Začneš masirati nebo, pogledaš gor in začneš vizualizirati zlato svetlobo v tvoji prostati. Če ne veš, kje je, sam reči, ne gre zlata svetloba v prostato in bo šla. In dihaš čez nos najlažji,
Ok, in zdaj odpri oči. In to je vaja, ki je ful močna in če boš dal si čas, da začutiš, boš že zdaj začutil, kako se je začela temperatura telesa spreminjati, kako si se začel segrevati, ne? In kako se ti dejansko tvoja prostata začela prižigati. In če bi ti delal na vsak dan par minut to vajo, bi ti dejansko dobil nazaj cel svoj libido, celo svojo moč, vedel bi, kaj hočeš, ne? Zato, ko ne veš, kaj hočeš, samo naredi to vajo, samo jezik, da je mogoče si v situaciji, ko ne moreš cele vizualizacije narediti, ko si nekje v pisarni, samo jezik, da je na nebo in že vprašaj, kaj hočeš. In boš dobil odgovor. Ta vaja je ful pomembna vaja za moške, tako da dejte to čim večjim moškim povedati to vajo. Mogoče nimate ravno takih odnosov, da si delite te stvari, ampak moški, lejte, vsak moški rabi biti prižgan in si želi biti prižgan. In v bistvu to so stvari, ki vam pomagajo. In vam povem, da sem imela velikrat moške stranke, ki niso v te stvari verjeli. In enkrat, ki me je tudi prišel en moški in je rekel, lej Tjaša, jaz sem tukaj samo zato, ker me je žena za rojsten dan mi je dala bon za to srečanje s tabo. Jaz v te stvari ne verjamem, tako da lej. In sem mu rekla, lej, ni problema, zdaj že imava to uro. In rekel, lej, moram biti tukaj, ker ona odspadi v avtu čaka in moram pač preživeti to uro tukaj, tako da lej, pač lahko delaš stvari naprej, pa bom jaz le počakal, ne. In sem rekla, ne, daj, pridi noter, bova imela midva tale pogovor, da kanaliziram zate, pa, lej, ti sam posluši, če ti bo kaj všeč, prav, če ti ne bo, tudi prav, sam posluši. In po 1 uri mojega kanaliziranja sporočil njemu, sem jaz odprla oči in on je bil tako. Odprta usta, čeljust do tal, nič mu ni bilo jasno, in je rekel, kako si ti vse te stvari vedela, ne. In v bistvu je začel delati te vaje, ki sem mu jih skanalizirala, je začel poslušati to jasnost in je potem postala moja redna stranka, ne. In je rekel, lej, če bi takrat jaz šel domov, jaz bi toliko izgubil, ne. Rekel, in sploh ne moram verjeti, da te stvari delujejo, pa je nek alfa in omega, nek poslovnaš orang visok, a ne, v svojem podjetju in v svojem mestu, a ne. Dejstvo je, da pač tudi moški, ki ne zgledajo, da jih te stvari zanimajo ali pa da bi jim to pomagali in pomaga, zato dajte moški biti malo bolj medvedki, pa kar povejte te stvari in to s prostato je ful pomembno, sploh zaradi tega, ker veliko moških, ki zboli na prostati, prihaja do tega zaradi tega, ker je prostata popolnoma presušena, ne. In v bistvu, ja, dobra žena, ne, je vedela, kaj mu mora dati za darilo. Ok, dragi moški, to je to. Medo si, greš v življenje, povezan s sabo in se zavedaš, da ženska ne reagiraj na žensko, ampak aktivno izrazi sebe, to, kar je tvoj dar, to, kar ti želiš in se bo ženska odbila nate, njen naboj bo močnejši. Jaka pravi, da se boste trudili. Na vse ali nič, kot je Franci prej rekel, ne? Tako, ok. Hvala lepa, dragi moški, super je bilo v vaši družbi. Res sem ful hvaležna, ful ste pomembni v svetu žensk. In v bistvu ženske rabimo delati na sebi in na svoji ženski energiji. Vi potrebujete delati na sebi in potem bomo v bistvu veliko bolj med seboj dobro funkcionirali in ustvarjali božanska partnerstva in se predajali sveti spolnosti in nasploh bili v življenju pretočni in uspešni. Ok. Pravite, da vam je bilo všeč, sem ful vesela. Se vidimo, čau!